čas začnemo z pozno popoldansko okroglo mizo, s katero se zaključuje pester in inspirativen prvi dan simpozija in ki bo upam povabila k obisku na drugi dan simpozija, ker nas jutri čaka še kar nekaj zanimivih razprav in referatov. Tema letošnjega simpozija je komedija in tudi jaz se bom danes s svojima dvema sogovornikoma pogovarjal o komediji. Prepričan sem, da ju zelo dobro poznate, ampak kljub temu bi mogoče na začetku pobavil samo nekaj drog predstavljen. Na moji levi je Iva Slusar, ki je leta 2021 diplomirala oziroma zaključila diplomski študij na Akademiji za gledališče na Univerzi v Ljubljani, smer dramaturgije in scenske umetnosti. Zdaj pa magistrski študij nadaljuje na Akademiji dramske umetnosti v Zagrebu. Že v času študija je kot dramaturginja sodelovala študentko režije Živo Bizoviča pri številnih produkcijah, med drugim tudi pri večkrat nagrajeni uprizoritvi Žene v testu. Bila pa je tudi del še enega zelo odmevnega avtorskega projekta, akademijskega studija Počemučka, piano in screening, ki je nastajal v režiji Aljoše Lovriča Krapeža. Sodelovala je še na Radiu Ars, pa pri snemanju slovenskih ljudskih pripovedi, vse skozi pa se uveljavlja tudi kot ena od najprodornejših dramskih avtoric. In tako je bilo na primer njeno dramsko besedilo, komedija Kako se smeji papež, o kateri smo se pogovarjali dopoldne, nominirana za najboljše besedilo letos na natečaju za Vladega Gruma. In zadnji tekst, Trije vitezi, je bil objavljen v tej številki, majevski številki Revije literatura. Poleg pisanja komedij pa Iva Slusar piše tudi o komediji in tako je skupaj z besedilom Trije vitezi diplomirala iz teorije komedije. Na skrajni levi se nahaja... To boš pa povedal. Profesor dr. Gregor Moder, ki je slovenski filozof, doktoriral je na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani, kasneje pa je svoj študij nadaljeval na Jan van Eyck Academy v Maastrichtu, kjer se je posvetil prav teoretskemu raziskovanju komedije. Ob številnih, v več 4 jezikov prevedenih knjigah in publikacijah, naj v kontekstu današnjega simpozija omenim samo to knjigo, z naslovom Končna ljubezen, Shakespeare, Hegel, Lacan, ki mislim, da dobro povzame naslov. Naslov mislim, da dobro povzame nekaj od glavnih področij in teoretskih zanimanj, ki jih Gregor Moder raziskuje. Poleg tega je v komediji napisal tudi številne druge razprave, objavljene v publikacijah kot sta na primer Zadeva Ljubič in Ljubič komedija brez olajšanja. Poleg pisanja o komediji pa Gregor Moder tudi prakticira komedijo, bil je namreč član gledališkega kolektiva Narobov, o njem se bomo pogovarjali jutri, samo o Ljani bomo govorili o tem, in s katerim je Gregor Moder prejel Ježkovo nagrado. Svojo zadnjo knjigo je napisal... Ja, nisem vedel, da si ja. Je napisal o Antigoni, to je ta knjiga, ki se pravkar prevaja v nemški jezik. Tako, preden začnemo z vprašanji, bi mogoče samo še eno stvar povedal na začetku. Mi se vsi med sabo poznamo, tako da smo se odločili in strinjali, da se bomo kljub formalni naravi dogodka tikali. Tako, mogoče bi prvi sklop vprašanj postavil Tepiva. Ti si v bistvu že v enem od svojih prvih, ali pa celo v prvem javno objavljenem besedilu, govorimo o besedilu Tončka, ki je bilo objavljeno v reviji Adept, si se ukvarjala z komedijo in na nek način se v komediji ponovno vračaš tudi z ostalimi besedili, pač dve sem že omenil v uvodu. Govorimo o Treh vitezih in Kako se smeji papež. Tako da me mogoče na začetku zanima, zakaj komedija, zakaj se na nek način ukvarjaš s tem žanrom? Ja, jaz v resnici mislim, da je prišel čisto iz tega, da mi je ta način komunikacije bližji. Spomnim se prav pri tej Tončki, ki je bila tudi prvi tekst, ki smo ga pisali na akademiji, da najprej sem napisala to je bil drugi tekst. Prvi tekst je bil Zlata ribica, ki so napisala en izjemno dramatičen in naturalističen družinski prizor. Pa so se potem in profesorca in študenti začeli smejati med tem branjem tega dramatičnega prizora.
In sem se pa odločila, da lahko grem probat malo v to smer in sem ugotovila, da mi je na nek način bolj naravno, bližje. Mogoče tudi zato, ker se mi zdi, da se pol, da se moraš zelo resno imati, ampak da se sama sebe težko jemljem toliko resno, da bi pisala resno, ampak zelo poetično dramo, da moraš verjeti nekako vas. Hkrati pa nisem in od tega sem povedala tako, da je kot nekaj v praksi delam, jaz ogromno pa tudi prečitam vse okoli, kaj pravijo filozofi in teoretiki. In tudi vse, ker sem pa začela še dodatno brati o komediji, me v resnici privlačilo in ker sem od vedno prepoznavala, pa me zanimala prav ta možnost preobrata, kjer zgleda, da je nekaj lahkotno, pa zabavno, pa za se smejati, pa v resnici prinaša veliko kontrasovine. To te malo sprašujem tudi v kontekstu tega, da po nekaterih ocenah, pa bom hitro omenil po katerih, komedija pri nas piše bolj poredko. Ti recimo si v svojem diplomskem tekstu ugotavljala, da je težko najti sodobno dobro komedijo in da tudi na akademiji se na nek način izogibamo komiki, ker naj bi bile stvari, ki se jih obravnava zelo pomembne, resne, globoke in tako naprej. In to naj bi izključevalo pač komedijo. Še bolj neposredno je bila pa letošnja selektorica festivala Dnevi komedije Alja Predan, ki je ob utemeljevanju svojega programa v intervjuju za Delo dejala, da pri nas sodobne izvirne komedije zelo malo, med mlajšimi pisci pa je skoraj ni. Ti si v nekem smislu izjema. Tako da me zanima, kako ti gledaš na to in predvsem, kaj misliš, da so razlogi za tako stanje? Jaz mislim, da nasplošno tudi morda med mladimi pisci, da večinoma nastajajo neki ti mešani žanri, ker v resnici tudi nekih spet tragedije ipak že ni, ampak tudi nekih drugih zelo ostro pa žanrsko usmerjenih dramskih tekstov se mi zdi, da ni toliko, da je vedno neko prehajanje. Mislim in od tega, da tudi ni več, mogoče se ne sledi več toliko tem klasičnim dramskim kriterijem, kot so lik, situacija, se mi zdi, da tudi mogoče v tem žanrskem smislu je bolj prehodno in se mi zdi, da težko v resnici najdeš tekst, kjer ne bi bilo nič smešnega. Ampak je ponavadi to nek, tako, da se malo oddahnemo, da gremo lahko pol nazaj na resne tematike. Mislim, ne, se meni je zabavno, da ni, mislim, v resnici se mi zdi, da morda komedija je tudi tak tekst, ali pa se zdaj samo jaz to domišljam, da pomaga, če imaš malo nekega naravnega poriva, da je težje skonstruirati. Mislim, se mi zdi tudi, da, ker se vidi, naprej, če se človek ne bo smejal, komediji ni smešna, ni ravno uspešna, medtem ko se mi zdi, da kakšni resnejši žanri se lažje zakamuflirajo, ali pa jih lažje Absolutno. prizoriš. Jaz moram s tem zelo strinjati. Moj vtis je, da je veliki, če se smem, ampak se mi zdaj tako, da si lepo to povedala, no? Da dejansko je po mojem res veliko lažje blefirati neko poetično dramo o življenju, smrti, pa teh pomembnih temah, kakor napisati dobro komedijo. Mislim, tako, pri komediji na nek način je zelo hitro jasno, a je dobra ali ne. Medtem ko pri poetičnih dramah, ne vem, čim se omeniš smrt, bojo si rekli, ja. Tako si že zmagal, čeprav je tekst čist brezveden. Tako da moram reči, da se zelo strenjam. Ja, zelo mora biti natančen pri komediji, ne? Ampak mogoče bi s tem nadaljeval, ne? Ta odziv občinstva je verjetno zelo pomemben, ne? Tudi za razvoj besedila avtorja. Verjetno je komedijo drugače pisati, če imaš možnost v procesu pisanja preverjati ta tekst, kot pa če pač pišeš sam v domači sobi. Tako da me mogoče tukaj malo dve stvari me zanimate. No? Eno me zanima, je mogoče povezano s tem, da je komedija toliko malo med mlajšimi pisci tudi s tem, o čemer sicer radi govorimo, ko govorimo o slovenski mladi dramatiki, se pravi, da se jo malo prizarja.
In drugo, kar me zanima, je mogoče malo v kontekstu tudi tvojega teksta Kako se smeji papež, kjer je zelo uspešen, to je empirično dokazano, na teh brajnih uprizoritvah so se ljudje pač krohotali. Je pa ta tekst nastajal malo drugače kot sicer, kot večina ostalih tekstov, ker si ga razvijala v okviru laboratorija v SNG Drama in tam si imela verjetno možnost preverjati tekst skupaj z skupino avtorjev, ki je pač tam odbrala to besedilo. Tako da me zanima, no, kako se tebi zdi. Jaz mislim, da to, kar se najprej spostavlja, resnici nisem o tem razmišljala, ampak mogoče prav ta manjko nekih uprizoritev ali pa javnih uprizarja na kakršenkoli način, se mi zdi, da bi lahko rezultiral tudi v tem, da se teksti so taki na nek način obrnjeni navznoter, ker so tudi v resnici dosežejo majhne kroge in zelo ozke kroge, se pravi, če že jih pri študiju in pri predmetu dramskega pisanja v resnici v zelo majhni skupini obravnavaš, ker se itak vsi med sabo poznajo. In se mi zdi, da pri komediji pride prav to nekam prostor testiranja in tudi tukaj, da smo delali v drami ta tekst, se mi zdelo, da sem vsakič lahko preverila in na podlagi tega sem tudi prilagodila potem neke prizore, ki so v resnici bili, ene sprevebe so bili samo na podlagi tega, da je bilo nekaj smešno drugega, brez nekih globih razmislekov. Imam pa tudi jaz neke te fore, preizkušam na teh tako. Ampak se pravi tak neka klasična fora? Ne, super. Ne, dokončaj, prosim. Nisem pa to prekin, samo sem se kako da vezal. Kaj dokončaj? Mislim, ni tak neka klasična fora ali pa vic, ki deluje v vsakodnevnem okolju, v drami ne bo delovala, ampak da sprobam neke principe diskurza, pa pride zelo prav in hkrati posnemanje diskurzov iz domačih in predvsem širših družinskih okolij. Se pravičujem, no, ker imaš tako lepo strukturirano vse skupaj, ampak se mi je res zdela zanimiva poanta, da kadar pišeš komedijo, tudi res zelo rad preskušaš v bistvu z publiko, a se odziva, a se smejo na pravih mestih, no, to je res ključno, ne. Ne vem, če res ne vem, to je v bistvu moje vprašanje zate, no, imaš več izkušenj s tem, ampak a je pri drugih dramskih oblikah tudi veliko preizkušenja? Nekaj je gotovo, no? Ampak se mi zdi, da komedijo res zelo težko brez tem narediš. Medtem, ko se mi zdi spet, poetična drama je res nekaj, kar ljudje pišejo zase na nek način, kot poezijo. Poezije najbrž ne pišeš tako, da preizkušaš, a ne deluje. Meni se zdi, da je komedija najbolj tak, ima zelo enoznačen. Nek socialni element je zelo močen. Ja, pa tudi ta odziv, ti veš, da je to smeh. Zdaj, ne vem, pri klasični drami, boš ocenjevala. Kaj bo ta kriterij, da je dobro sprejeto, ne? Se moraš že v diskusijo in ipak te diskusije se mi zdi, da gre pa že na neko vsebinsko raven, medtem ko morda pri komičnih žanrih je bolj direkten in enoznačen. Se sliši odziv. Ja, te stare teksti so imeli, ne, lepo pisali. Vodja zbora je rekel, goje! In si vedel, kaj je tvoj predviden odziv, ja. To je res. Ja, mogoče vem, ker se mi zdi lepa ta tvoja formulacija, da preizkušaš komedijo. Zdaj, to si je Gregor govoril v kontekstu pisanja dramskih besedil, ampak mogoče mi pa je tako obrno, ne? Ti si bil član kolektiva Narogov, kjer si verjetno tudi malo preizkušal komedijo. Hkrati si tudi pisal o komediji. Tako da me zanima, kako si pa ti povezval, recimo to, prakso s teorijo komedije. Je tebi tudi koristila? Jaz sem tipičen produkt tega istega sistema, o katerem je tudi Iva govorila, in sicer, da jaz sem študiral čez dan filozofijo, študiral sem metafiziko pri Hegelu, pri Spinozi, zelo resen študent sem bil in tako naprej. Zvečer pa norosti, neumnosti, bedarije, komedija. Skratka, res sem zelo jasno ločeval visoka metafizična vprašanja od komedije. No, na nek način sem delal to isto napako, ki jo vsi spontano delamo, da na nek način komedije ne razumemo kot nekega žanra, v katerem je mogoče sploh odpreti
resna vprašanja. In se mi zdi, da tisto, kar je zame spremenilo na nek način situacijo, čisto posebno rečeno, priznanje, je bila knjiga od Alenke Zupančič o komediji. Zakaj? Zaradi tega, ker je v tistem trenutku prišla zame, ko sem še vedno bil študent in še vedno zelo resno ločeval svoje ukvarjanje s komedijo in svoje ukvarjanje z metafiziko, kar naenkrat je v bistvu prišla ideja, da ne, komedija ima svojo metafiziko, komedija ima svojo resnost, komedija ima svojo političnost. In me je res šokiralo, no? Da kar naenkrat je to, s čimer sem se jaz zvečer ukvarjal kot tako fakultativno, da je kar naenkrat postalo del v bistvu nečesa, s čimer bi se moral resno ukvarjati. Tako da to je bila zame velika sprememba. Ne vem pa, bi me zanimali, no, kako... Mi je bilo v tem smislu zelo všeč, no, ko Iva si rekla, da si začela z nekim tekstom, ki ni bil mišljen kot komedija, da si v bistvu potem ugotovila, ja, lej, no. Zakaj pa ne? Na nek način se mi zdi, da ja, smo vajeni, da če hočeš nekaj dobro, da je uspešno, da je prepoznano kot resno in dobro, pa ne sme biti komedija. In v resnici, na nek način je to nek spontan način razmišljanja o komediji, ki ga se mi zdi. Ja, in tudi zanimivo je, da se komedija zelo pogosto pojavlja in to v bistvu v svojih najboljših izdajah, v svoji najboljši verziji v obdobjih krize, ali pa v nekih težkih kriznih časih. Ti si se recimo predvsem ukvarjal z Ljubičem, ki je film Biti ali naj biti posnel v bistvu ne samo v času druge svetovne vojne, ampak in dodatke stavil. Najbolj ključnem trenutku druge svetovne vojne. Podobno recimo tudi še en film, s katerim si se tudi ukvarjal, Chaplinov Veliki diktator, nastaja v bistvu v nekem zelo težkem trenutku evropske zgodovine. In enako imamo recimo primere tudi v gledališču. Jaz sem bil še mesec nazaj v Sarajevu. Tam je bilo v času obleganja ta legendarna prizoritev Čakajoč Godoja od Zuzan Zontag in tako naprej. Tako da me mogoče zanima, zakaj se na nek način samo s komedijo, zakaj se ravno s komedijo lahko govori o teh najtežjih temah v najtežjih trenutkih. Mogoče sam še en citat, če dodam. Brecht je enkrat lepo rekel, da so težki časi, v katerih nimamo smisla za humor, še težje pa takrat, ko smisel za humor potrebujemo. Ja, lepa misel. Iva, daš ti kakšen dober odgovor. Moj vtis je, da je res, da ni naključno najbrž. No? Zakaj specifično fašizem je bilo mogoče lažje na nek način nasloviti in ga je še vedno lažje nasloviti s komedijo kot s kjerimkoli drugim žanrom. Je nekaj inherentno komičnega v samem fašizmu mogoče. Nekaj pretiranega je v samem fašizmu, kar omogoča v bistvu komediji direkten pristop. Jaz se spomnim, ne vem, ne spomnim se več, je bil to Chaplin, ampak mislim, da je bil Chaplin, da so se pogovarjali Američani med sabo, kako pravzaprav odgovoriti. Videli so film Leni Riefenstahl, Triumf volje, rekli so, ko bodo Američani videli Triumf volje, pa se to bo konc. Takoj bodo začeli vsi korakati z dvignjenimi rokami. Amerika bo padla. In mislim, da je bil Chaplinov odgovor, ne, to je tako komično. Skratka, da to... Isti film je imel lahko neposredno učink, ki si ga lahko takoj videl, samo z rahlim pogledom od strani in si takoj lahko videl ga kot izvrstno komedijo. In mislim, je cela serija teh filmov, ki, ne vem, Mel Brooks, mislim, da je imel čudovit film The Producers, producent ali kaj svem kaj, kjer poskušata narediti najbolj možno za nič film, najbolj možno za nič gledališko predstavo. Ja, odločila se za neko Springtime for Hitler in Germany in nekaj tazga. In presenetljivo stari velik hit, ker jo vsi razumejo kot komedijo. Nekaj je v samem fašizmu, to bi bila teza. No? Nekaj je v specifičnem fašizmu, da je komedija mogoče dejansko najboljši odziv na to. Druga stvar, no, v nekem širšem kontekstu, no, ker vprašal si tvoje vprašanje glede v bistvu tega, ali ni komedija na nek način
prav za najtemnejše plati človeštva zgodovine primeren žanr in se mi zdi, da nekaj, kar je Iva že odprla, no, ali pa kar smo odprli ob tem, kar je Iva govorila, namreč, da je komedija takoj spontano socialna. Težko govoriš o intimni komediji. Mislim, težko govoriš o komediji kot nečem, kar si doma sam prebral. Nekako ne deluje na ta način. Komedija je nekaj, kar nas spontano dela za družbene medije. Mogoče ravno zaradi banalnega razloga, kot je, da smeh se sliši, enostavno se ga sliši. In v tem smislu, če bi šel v to smer, če bi šel v smer, da je komedija morda primernejša za temne trenutke človeštva, morda ravno zato, ker je na nek način spontano socialna. Ker obstaja neka socialnost, ki je ni treba upeljati v komedijo, ampak ker je enostavno tam. Ja, pa ne samo, da se sliši smeh, ne, ampak je na nek način tudi efektivno. Ne. V bistvu se tako okužiš lahko smehom nekoga poleg sebe. Ne. Zdaj, rekel bi, da ta filozofska šola, ljubljanska filozofska šola, del katere si tudi ti, si vzela komedijo kot eno od svojih zelo promenjenih ali pa glavnih tem, pri čemer verjetno vsaj delno izhajate tudi iz Hegla, ki je v bistvu eden redkih filozofov, ki je komediji priznaval v bistvu najplemenitejši status med žanri. Tako da me mogoče zanima, zakaj pravzaprav komedija ni... Pri Heglu najviše. Ja, oziroma tudi za cel več krok, ne. Zakaj se v bistvu vedno znova vračate v komediji? Ne vem, če smem govoriti v imenu Ljubljanske filozofske šole. Mislim, da je definitivno knjiga Alenke Zupančič v resnici že skoraj 20 let nazaj, ker je šla. 2004 je šla v slovenščini, mislim, da 2007 v angleščini, 2008. Ko je že kar na nek način stara knjiga, mislim, da Alenka sama več ne govori kaj dosti o komediji, še sem pa tja. Zelo radijo še vedno vabijo, ampak ne bi rekel, da je to njena eksplicitna tema sploh še, no. Je pa res, da kaj sem, avtori kot so Žižek so vedno imeli radi žanre, ki so bili obskurni. Komični žanri ali pa tudi horror. Hitchcock je imel Žižek vedno rad. Na nek način so bili to žanri, ki niso bili prepoznani kot visoki žanri. Za Žižka je recimo sploh še značilno, da rad meša tudi žanri, da v istem stavku omenja opero in Hitchcocka ali pa kaj podobnega. No? In v tem smislu se strinjam s tvojo oceno, da v tej ljubljanski šoli je komedija seveda vedno bila nek možen, zanimiv fenomen, ampak točno zaradi tega, ker je pač bil nek čuden, obskuren žanr, ki ga ponavadi spontano ne vzamemo za objekt mišljenja. Znotraj filozofije je že umetnost včasih nasumna. Zakaj se sploh ukvarjamo z umetnostjo? No, vse zadnje, če nas zanima politika, zakaj se ne ukvarjamo s politiko? Če nas zanima znanost, zakaj se ne ukvarjamo z znanostjo? Če nas zanima, ne vem, metafizika, zakaj se ne ukvarjamo neposredno z metafiziko? Zakaj sploh točno potrebujemo umetnost? In če že vzameš v redu prav umetnost, je bila umetnost vedno na nek način pod nekim pritiskom, da dokaže svojo pomembnost. Jaz bi klej iskal ta razlog, zakaj še vedno je umetnost velikrat pod pezo, da mora dokazati, da je resna. In zato govorijo o smrti na teh pomembnih stvareh. Zato, ker je še vedno pod bremenom tega, da se mora dokazati, zakaj je to sploh važno, zakaj je to sploh relevantno. In znotraj tega pa komedija, o moj bog, komedija, ki se sploh ne pretvarja, da je pomembna. Komedija, ki trdi, da ne, jaz sem noro, brezvezen, jaz sem kaj to pomoti. Komedija je še to bolj na nek način videti kot nekaj, kar absolutno ne more biti filozofski objekt. In v tem smislu vzeti jo zares kot filozofski objekt, to je projekt. Če smem, Iva, res nočem zdaj vseh besed požreti, no? Ampak recimo en primer tega, kako se ta ljubljanska lakanovska šola loteva v bistvu teh fenomenov, je tudi nedavni projekt od Mladena Dolarja, kjer se kar nekrat je začel ukvarjati z govoricami. Skratka, nekaj, kar spet, za govorice pa res niso resna tema.
če ukvarja se z nečim, kar je resna tema, z govoricami, kako, v kakšnem smislu. Ampak nadalje tega se lotil na veliki način. Začel seveda pri Sokratu. Sokrata so ubile govorice in pelje v bistvu čez celo zgodovino filozofskega mišljenja skozi objekt govoric, ki na prvi pogled so spet nekaj, kar a si res to zasluži, res ne obravnav. Tako da bi rekel, da komedija mogoče je pomembna, seveda, in vsi poznamo Žižkove vice in tako naprej, ampak bi rekel, da je pomembna mogoče kot eden od možnih teh mejnih čudaških fenomenov, ki so presenetljivo pomembni, čeprav ni videti, da so. Čeprav sami zase mogoče so videti kot napaka, kot pomotoma so se znašli v tem vicu. To delno omenjam tudi zato, ker je prej si rekel, da je bila knjiga Alenke Zupančič precej pomembna za tebe, za začetek tvojega ukvarjanja s filozofijo komedije. Maja je bila pomembna pa verjetno tudi za tega, ker tvoja diplomska naloga je v bistvu bila, lahko rečem tako, osnovana kot en zanimiv eksperiment. Ti si namreč vzela to knjigo, v kateri si poskušala skozi neko teoretsko analizo principov ali pa tehnik komedije ugotoviti, kako se napiše komedija. Tako da me mogoče zanima, katere so tiste tehnike pa principi komedije, ki so se tebi zdeli pomembni, predvsem pa, kako potem to pisanje izgleda. Ja, no, se pravi, jaz sem do te točke ta 3 vitezi, sem imela za diplomsko nalogo, in zraven sem imela še ta esej, kako sem poskušala napisati komedijo. In do takrat sem jaz 2-3 tekste napisala, ki so bili smešni. Se pravi, zdaj, ali je to komedija, ni komedija, ne vem. In sem potem se pa prej brala knjigo Alenke Zupančič in itak ta princip, kako nisem jo brala že nekaj časa zdaj. Ampak vem, da me je zelo presenetilo, da, ne vem, da tudi ni bila ta klasična razlika, mislim, je prišla ta klasična razliko komedija, tragedija na podlagi tega, da obdeluje visoke ali pa nizke tematike, na podlagi tega, kdo so karakteri, iz katerega stanu prihajajo, kar je, če ne neka klasična kriterij znotraj nekega dramskega diskurza ali pa gledališkega diskurza, ampak da se je šlo za to, kako neka obča ideja je konkretizirana v komediji in sam lik postane ta... Zdaj sem pa se pritiskal. Tudi jaz sem že zelo dolgo nisem prebrati. Ja, da lik sam postane obča ideja, medtem ko pri tragediji, da je v resnici reprezentacija neke obče ideje, ampak ravno to, da ni komedija zares nič bolj površinska, samo tudi tiste abstraktne stvari v resnici materializira in postavi v nek fizis in to mi je bilo izjemno všeč. Ja, potem sem pa prav te 3 viteze, se pravi, to zgodba o študentki Suzi, dijaku, bratku in starčku Srečku, ki se odpravijo na morje. In potem pa vem, da sem par prizorov, ki so se mi pač porodili, ne vem, padli iz neba, iz kjerkoli sem napisala, pa sem, tukaj sem pa v resnici uporabila tisto, ker Alenka piše o ponavljanju. Ali pa na tak način, no, in sem usporedno in brala in pisala tekst, ampak mislim, da se je največ dela pravzaprav zgodilo nekje tako med spanjem v možganih, no, da nisem prav preizkušala tehnično napisala prizor, ki bi ustrezal 3. poglavju, ampak da se je medsebojno oplajalo. Ker potem smo v zaključku te diplomske naloge tako manj samokritično ugotavljala, da teorija komedije ni bila dovolj. In me zanima, kaj pa je, mislim, kako bi lahko dopolnila, kaj je tisto, kar je mogoče manjkalo? Jaz sem se predvsem precej hitro, ker sem se tudi v času študija v Ljubljani, sem od prvega letnika ali pa drugega sem se ukvarjala z Bahtinom. In sem hitro ugotovila, da
na filozofskem področju je komedija precej, mislim, uspešna najti knjige in je precej pokrita. Medtem ko prav z nekega teatrološkega, gledališkega vidika ali pa tudi dramskega, pa ne zares, oziroma če že je analiza od Moliera, ki je zanimiva, ampak ne zdaj mogoče najbolj zanimiva za svežo študentko dramaturgije, ki hoče ne vem kaj delati. In je bil potem ta prepad med nekimi zahtevnimi filozofskimi teksti, ki jih jaz potem itak po svoje interpretiram, ker sploh ni nujno, da ustrezajo to, kar naj bi pomenili. In med tem prepadom pa, da ja, na nekem dramskem področju pa je precej omejeno in opisovanje komedij in analiza, razen, mislim, seveda je tudi neka analiza teh klasičnih principov, pa ironične komike, pa ne vem kakve komike, ampak da umanjka nekaj, ne vem, tudi o postdramski komediji, ali kaj. In mi je bil ta nek prepad, no. Ja, in potem na koncu ugotovil, da to ni bila komedija, kar sem napisala, da je duhovit dramski tekst, s čimer se strinjam, ampak mislim, ja, da sem točno že na začetku, da sem bila, ne vem zakaj, ampak mogoče tudi obremenjena, ne vem čim. Medtem ko pri Kako se smeji papež, jaz mislim, da to je komedija. In sem tudi sama začutila v načinu pisanja, da mogoče tudi to, da sem si rabila sama sebi pustiti na nek način več svobode, in tudi, ker sem bila ta prepad, aha, zdaj kaj komedija mora slediti vsem dramskim načelom in liki morajo biti taki, ker v resnici komedija je večinoma še vedno bolj tehnično opredeljena in se drži nekih klasičnih dramskih pravil. Se mi zdi, da imamo manj odstopanj v neke postdramske pisave. Ampak potem, ja, pred tem, Kako se smeji papež, se mi zdi, da sem se res uspela sprostiti do te mere, da nisem šla ne pisati tistih satiričnih šal, ki so kritične, hkrati pa, da sem našla tudi nek svoj jezik, ki mi je ustrezal preko celotnega teksta in ne samo določenih prizorih. Ok. Jaz imam še dva sklopa vprašanj, ampak mogoče bi na tej točki najprej vprašal, če ima kdo še iz publike kakšno stvar za vprašati goste, če ne bom nadaljeval, pa lahko se še enkrat dovrnemo. Za mene zelo obče vprašanje za nejasnega naslovnika. In sicer pač čudna mi je ta trditev, da pač kao komedije se ne piše, ne dela, pa da je ni, ko imamo v bistvu špas teater, ko imamo komercialna gledališča, ko je stand-up v porastu, ko imamo TV oddaje tipa Osvežilna fronta s komiko, se pravi, komedija se dela in dela se jo za trg. Ampak zakaj se pa ne jemne resno? A si pač te zadeve, te fenomeni ne zaslužijo naše resne pozornosti? A mora biti malo intelektualnih citatov pa nekih znakcev, da se jo jemne resno, ne? Ker pač stvar se dogaja in pač po raznih lokalnih kulturnih domovih bodo pač razprodani, ne? Tako da... Dobro vprašanje, resnice. Mislim, jaz, kar se mene tiče, jaz itak poskušam napisati komedijo, ampak se strinjam in sem tudi v eni seminarski obravnavala prav v teh vaških domovih in kulturnih domovih, to tradicijo v resnici, ki je tudi izjemno stara in je pomembna za razvoj slovenske kulture in jezika, ne vem, če se še vsega, prav nekih vaških uprizoritev in nekih ljudskih iger. Ampak mislim, da v resnici tudi te teatre, ki si jih omenjal, se oni štartajo na to, da so komercialni in da grejo za zaslužka, medtem ko se mi zdi, da institucije gledališke, kot so na primer SNG Drama, čeprav je ta moment zaslužka, se delajo, da je prva kategorija umetnost. Jaz mislim, da je vprašanje dobro, ker v bistvu zelo lepo ponazori v bistvu totalno diskrepanco med tem, kako pojasniti tisto, o čemer smo pravzaprav govorili, no? Da na nek način na eni strani imaš resno umetnost, na drugi strani imaš pa pač zabavo, ki je vedno malo tudi vulgarna, ljudska. Pa za denar. Naju se ne bo nihče odrekel.
Denar ni problem. Jaz mislim, da je res bolj problem ljudskost. Ljudskost v tem pomenu, da seveda ljudskost ti vedno lahko rečeš tako, to je pa Volkstheater, to je pa Volksbühne, to je pa nekaj tako pa če nemško ime daš, pa kar naenkrat to pa resno zveni. Ampak če pa rečeš temu z latinskim imenom, to je pa vulgarno, je pa vulgarno. Si pa ne zaslušil v bistvu nobenega priznanja, pogovora o tem in tako naprej. In ja, mislim, pa bodimo iskreni, če daš naslov svojemu tekstu, da se spomnim iz Špas teatra, bo stevardese pristajajo. Je nekaj vulgarnega. Nisem šel gledati, tako da ne vem, mogoče je to zelo poetična drama. Lahko, da je to poetična drama, ampak zveni vulgarno. Hočem reči, popolnoma se strinjam z vprašanjem, oziroma s tem, kar vprašanje implicira, namreč očitno imamo res problem s komedijo. Ogromno je kar naprej, živimo v kontekstu, v nekem svetu, ki celo dnevne novice, sploh če pogledaš recimo, kako so v Ameriki dnevne novice podane, skoraj ni več resnih žanrov. Celo dnevne novice so vedno podane skozi neko prizmo komedije, zabave, človeškega faktorja. Pa poglejmo v bistvu, kako so pa oblečeni ti naši ljudje. Celo predsedniki so izbrani, zakaj? Zato, ker so medijske osebnosti. Skratka, živimo celo v nekem času, kjer je komedija čist preveč. Absolutno živimo pod nekim nasiljem. Ne, absolutno. Prisilo tega, da se kar naprej režimo in vsi pogovori morajo biti zabavni, spontani, prijetni, witty in tako naprej. Po drugi strani pa je pa ravno to, po mojem, samo druga plat tega, da komedije jo težko remljamo, kot je resno umestno zvrst. Jaz mislim, da je to samo druga plat v bistvu istega problema. Mogoče gre tudi za vprašanje, kakšna komedija je, ne? Ker, recimo, pri Alenki Zupančič je ta razlika med konzervativnimi komedijami, ki v bistvu samo afirmirajo in reproducirajo obstoječe stanje, in progresivnimi komedijami, ki pač so malo bolj politične in tako naprej. In mogoče gre za to, da je danes ogromno komedije, ampak v glavnem te konzervativne komedije. Kar me pelje k enemu vprašanju. In sicer, Iva, pred tekom je bilo zanimivo, da ti nisi imela ambicije samo napisati komedije, ampak pisati politično komedijo. Mislim, to piše, da. To je tako dobro. Mene se spomnite, ko je na Monty Python, ampak ja se vprašujem. Ja, tako da me zanima, po čem je komedija lahko politična? To je v bistvu vprašanje za obalna, no? Ja. Predvsem, zelo povezano s to, ker smo s tem govorili, ampak se mi zdi, da če gremo pa do to, kdaj je komedija vredna obravnave, da je to politična satira. Ampak jaz mislim, da v resnici točno danes v Sloveniji ta politična satira večinoma, ali pa jaz tako ocenjujem, pade v ta koš, kjer v resnici nekemu krogu nas intelektualcev, da prostor, da se nasmejimo in pokažemo, ja, mi se tudi strinjamo, da so ne vem katera stranka, pa ne vem katera politik, da se ne strinjamo z njim, se nasmejimo in se s tem spraznimo, se pravi ta ventil, da daš ven to svojo nestrinjanje in kritiko, kar v resnici na dolgi rok mislim, ravno podpira obstoj te politične sheme. Se pravi to, kar Alenka opisuje kot to konzervativno komedijo. Se mi pa zdi, da ta političnost komedije je zame, ali pa ki jo jaz poslušam iskati drugje in da ni nujno v tem neki, niti ne v direktni obravnavi političnih tematik ali pa političnih osebnosti, ampak prej prej znotraj neke forme, ali pa tudi te odločitve, da ne boš resno imel stvari, ampak si v tem zelo resen. Nekaj sem še vedela. Politična satira. Ja, in mislim, tudi zdi se mi, naprimer, da že
že to, da je že razlika v smehu. Se pravi, imamo tisti smeh, kjer je bolj nasmihanje, kjer gre ponavadi za neko dokazovanje lastne pripadnosti ali pa odobravanja tega, kar je prikazano. Gre pa pol za ta smeh, ki izbruhne, ta krohot. In se mi zdi, da ta krohot je v resnici bolj osvobajajoč in tudi ima potencial neke politične subverzivnosti. Tudi zaradi tega, ker če se bojo te potencialne komedije uprizarjale predvsem nekemu krogu intelektualcev, ker je gledališče še zmeraj zelo, mislim, znotraj nekih elit določenih, se mi zdi, da že ta izbruh v smeh, in jaz probam, mi je super, če dosežem ta izbruh v smeh s svojimi teksti, se mi zdi, da tukaj se skriva tudi večja subverzivnost zaradi tega, ker pademo iz svojih vlog v današnjem svetu, kjer smo izjemno želja, tudi zaradi socialnih omrežij, je prav ta gradnja na naši javni podobi, na zunanji podobi, na neki fasadi je izjemno močna in to, da mi nekam izbruhnemo nek nenadzorovan smeh, tudi če izhaja iz nekih vulgarnih za neke vulgarne fore po resnici, da se ne bi želeli temu zasmejati, se mi zdi, da tukaj izhaja morda neka subverzija. In tudi iz tega, ker ste vi omenjali, da... Stikamo se. Si omenjal, da politike v resnici že danes, ne vem, Trump je ta klasična, pa tudi mislim, da lahko gledamo na našem ozemlju in prostoru, že sami sebe delajo neke klovne in če ti potem iz njih prvo ne boš jih zares prizadev in v resnici boš delal še na njihovi publiciteti. In se mi zdi zato, da mogoče te politične satire, klasične, danes tukaj ne delujejo. Jaz moram se kar strinjati s tem. Jaz si težko predstavljam, da bi danes politično satiro sploh lahko uprizoril. Recimo, seveda se vedno lahko drama odloči, da bo uprizorila za narodno blago, ampak a se kdo kdaj kaj videl smešnega? Ali pa a se komu zdel, da je zdaj pa ta drama res v bistvu razkrinkala politike kot lažnivce. Mislim, to je tako se mi zdi naša osnovna predpostavka, da pač politiki pač govorijo nekaj in to nima nobene zveze z dejanskostjo. Ne vem, če politična satira v tem pomenu, da bi zdaj razkrinkala banalnost političnega režima, če sploh lahko deluje. Mislim, da je to enostavno, tako, kot bi prodajal toplo vodo. Mislim, res, vsi vemo že to, na nek način nam res nisi nič novega povedal. Še večji problem je pa to, na kar je tudi Iva opozorila, namreč, da se je v bistvu precejšen del politike začel obnašati kot politična satira. Se pravi, da so same politične stranke in politične opcije začele v bistvu svoja politična stališča predstavljati v obliki ne zdaj nekih resnih programov za dokončno rešitev judovskega vprašanja, ampak so v bistvu začela svoja politična stališča, ki so usmerjena k dokončni rešitvi judovskega vprašanja, predstavljati kot satiro. Malo se hecamo, pač ali je zanimivo, kaj je zabavno, ker je smešno, ker ni v resnici. Ampak sam skratka politični diskurs je že absorbiral politično satiro kot svoj lasten medij. In v tem kontekstu je res težko pravzaprav... Časi za komedijo so v resnici zelo težki. To, da je komedija tako zelo veliko, je slab znak mogoče za komedijo. Zaradi tega, ker na nek način je težko priti pravzaprav skozi ta ideološki balast. Ker je te ideološke komedije toliko, da v resnici zdaj, da boš s komedijo nekaj razkrinkal, ali pa tako kot je Molière hotel, kako že kastigat redendo morec. O moj bog, mogoče v 17. stoletju, ampak danes res ne. Res ne, danes je tega danes je res, se mi zdi, da politična skupnost, skupnost politikov, kaj bi temu rekel, absolutno absorbirala vse te postopke. Vso to performativnost, jezen sem jezen, to me res jezija. Mislim, skratka, vsi ti postopki so absolutno absorbirani.
da raziskujete to komedijo res do konca. A imamo Slovenci, kakšen humor imamo? Mislim, imamo kakšno naš specifičen humor, recimo? Kaj vemo, da ga imajo, Angleži imajo svojega, Škoti imajo svojega, Židi imajo svojega. A imamo kakšno specifike, ki se jim, recimo, ljudje raje režijo, no? Ali pa tako, da pišeš, kad pišeš komedijo, da recimo si pozorna, da mogoče se bo publika, točno zato, ker smo pač, ne vem, čudni. A je to samo politika? Mislim, a so te politične fore? A veš, kaj mislim, sodobne fore? A je to iz tega odrečemo? A imamo raje, ne vem, neke štajerce, ki igrajo na odru? Veš, kaj mislim, povedati? Ja, zelo racionaliziramo. Ja, na glasom, to ja, ampak... To ni posebej specifično, ne? To se potem reži se vedno Škotom, Francozom. Če si na obrobju, si smešen. Vsi regionalni dialekti so... Kmet v Ljubljani, recept za komedijo. To je že skozi. To je že skozi. Tisto, kar je mogoče... Sorry, ima vprašanje po zadnje. Ne, ni za vse. Kar bi jaz rekel, da je mogoče specifično za Slovenijo, je vzhodna Evropa. Se pravi, to, kar je bilo značilno za recimo jugoslovanski prostor na splošno, je bil izjemen uspeh Montyja Pythona. Vsi so imeli radi Montyja Pythona. Povsod po svetu, ampak v vzhodni Evropi je pa Monty Python postal, mislim, tako rekoč božanski način pristopa k komediji. Druga, po mojem, specifika za vzhodno Evropo na splošno, specifično mogoče za Slovenijo, je pa židovski humor. To, če mora v Ameriki reče židovski humor, je v bistvu aškenazi humor, ki je v bistvu vzhodnoevropski humor. To se pravi, to, da recimo, to, kar čemur bo Američani rekel moja židovska babica, to je v bistvu kot Cankarjeva mama. Židovska babica je v bistvu Cankarjeva mama. Ivan, skuhala sem ti kavo, ki je hkrati nek grozljiva podoba izsiljevanja in tako naprej, obenem pa najbolj komična možna. Ne, Ivan, se ni treba moje kave kupiti. To je tipični, Američani bodo temu rekli židovski humor, mislili bojo s tem aškenazi humor, mi bomo pa to enostavno imeli kot temu se mi smejimo, ker je pač enostavno vzhodnoevropski humor. Tako da te dve specifiki bi jaz rekel, da sta. Monty Python, mogoče povezan z usodo socialističnih režimov, pa ta centralnoevropski aškenazi humor. Mogoče v to kategorijo Monty Pythona spada tudi recimo Alan Ford, ki je tudi podoben fenomen. Pač v državi, kjer svojega izvora absolutno ni bil uspešen strip v Jugoslaviji. Ne, v Italiji je bil uspešen. V Italiji je bil uspešen, ampak v Jugoslaviji je bil bolj uspešen, druge pa sploh ne vejo za. Ja. Kar je mogoče tudi zanimivo, da v bistvu iz nekega kulturnega področja zadanejo humor. Zelo zanimivo v resnici. Alan Ford je sigurno super. Idemo še ti kaj izbrati. Ne, super nekaj. Ok, mogoče imam še eno vprašanje, ki bo šlo zdaj malo stran od tega, o čem smo zdaj govorili, pa upam, da me gost ne bo preveč čudno pogledal. Ko rečeš gost, misliš me, ne? Ja. Prej smo se pogovarjali o tem, da so politiki pravzaprav malo burkeži in smešni. V zgodovini komedije se ena figura zelo pogosto pojavlja kot komični lik in to je figura filozofa. Že vse od Aristofanovih oblačic naprej, Moljerma in kup filozofov. Marigo. Ja. Tako da, ja, in hkrati... Monty Pythoni so odgovorni. Oni so bili vsi filozofi. Ja, tako... Kje je ta povezan med filozofijo in komedijo? No? Zakaj je pravzaprav filozofija vsakič, ko se... Mislim, vse oblačice so dobro odgovorni. Krati filozofi najbolj tisto vrhunsko, najbolj metafizično, najvišje. Ne? Hkrati pa... Mislim, da je Mladen Dolar bi imel odgovor na to že pri Thalesu, prvem filozofu. Že pri Thalesu je dve anekdoti sta. No? Ena anekdota je z mlini povezana, pustimo tisto, druga anekdota je pa povezana, da je gledal v nebo in padel v nek vodnjak. Ker je bilo njegovo, ker je gledal navzgor. Mislim, da pol je tukaj nekako se prineše spolna razlika, potem se mu neka dekla posmehuje, češ haha, bedak, gledal si gor in padel v jamu.
Sorry, ampak sploh nisi vprašanje. Ne, to je vprašanje, kaj ne nadaljujem. Lahko pa jaz nadaljujem, če prosim. Ne, zato ker, če omenjaš Mladena Dolarja, mi je zanimivo, sem si izpisal njegov citat. Ja, v redu, filozofiji se radi malo posmehujemo v smislu tega pejorativnega pomena, da nekdo filozofira, ne? Ampak po drugi strani, a je kakšna tudi bolj strukturna povezava? Recimo, Dobro vprašanje, ja. Mladen Dolar nekje napiše za Heideggera, ki bi mu lahko človek veliko stvari učitev, ampak on pravi, najhujša kritika Heideggera je v tem, da človek, ki samega sebe jemlje tako resno, ne more imeti prav. V vseh 90 knjigah njegovih zbranih del ni niti enega samega vica. Medtem ko recimo prav za vaš krog filozofski je pa značilno, da ste na nek način skozi precej zabavni. Tako da me zanima, a je tukaj tudi kakšna povezava v tem smislu? Po mojem odgovor ima v tem, o čemer je prej Iva govorila, ker je v bistvu poskušala loviti neko ravnotežje med v bistvu pisanjem komedije pa pisanjem teorije o komediji. Kako gre to skupaj? A je teorija komedije lahko komična, ne, na nek način? Ja, to vprašanje čutim nekako povezano, se pravi, a je nekaj notranjega v filozofiji, kar producira komedijo. In mislim, da v tej hegelovski logiki bi dejansko odgovor bil ja. In eden od načinov, kako to najbolj plastično ponazoriti, je to, o čemu Angleži rečejo punchline. Se pravi, vsak vic ima na koncu punchline, neko udarno vrstico. In ta udarna vrstica je v bistvu tisto, kar je filozofski koncept. Se pravi, je nek proces mišljenja, ki je lahko zelo zahteven, ki je lahko zelo metafizičen, ki je lahko tudi na vsezadnje zelo dolgočasen. Ampak tisto, kar mora filozofija doseči, je na koncu v bistvu ta proces pripeljati do neke točke, kjer postanejo stvari jasne, razvidne, evidentne, se pravi, otipljive na nek način. In to je znotraj koncepta punchline. Se pravi, kako koncept na nek način postane nekaj, kar hodi med nami. In to je v resnici tudi formula komedije pri Alenki Zupančič, prosto po Hegelu. Se pravi, neka konkretnost občega samega. Se pravi, kako neka občost, pojem, postane popolnoma otepljiv in v tem smislu komičen. Komičen je pa seveda zato, ker je kar naenkrat ta ideja, ki načeloma ne bi stala na oblakih, se začne hoditi po cesti. Tako da ja, v tem hegelovskem vidiku, v hegelovski perspektivi, jaz mislim, da odgovor dejansko ja, da je mogoče zagovarjati inherentno komičnost filozofije. Heidegger je svoja zgodba. Verjetno bi se celo našel kakšen vic, ampak celo ne bi smejal. To je pa Mark Twain rekel. The German joke is no laughing matter. Zelo lepo. Mislim, German missionary je sprav specifično nazi joke. On je že precej pred. No, že. On baš spaja ovo što ste rekli. Ja. Nacizam i filozofiju kao nešto što se uzima jako ozbiljno. Kao da je formula što si ozbiljniji, sam sebe shvaćaš, što si podložnije. To si resnice komičnejši, ja, točno to. V bistvu si komičen natančno s tem, ko samega sebe, tako kot je Iva prepovedala, ne, bolj ko probaš resno poetično dramo napisati, bolj je pravzaprav stvar lahko dobre komedije. Super. Ima še kdo kakšno vprašanje iz občinstva? Tako tudi reči nekaj, Gregor, da se strinjam z Aškenazi teorijo. Vsi veliki pisci o komediji, ne? Freud, Bergson, Köstler, vsi Aškenazi židje. To je varovalni mehanizem bil. Mejhnega naroda. Zanimivo, da Slovenci nismo tega toliko dobili. Jaz ne vem, kje ste vi, ampak na primer v Sloveniji je regionalno zmeraj močnejši občutek za humor, kot je v centru.
Ljubljana je mogla pa... Jaz tako, če danes recimo, kadarkoli sem videl, da bi kdo postavil Cankarjevo mamo na oder, to je bilo vedno izključno kot komično. To je nemogoče, v tem, to je nemogoče drugače kot komično uprizoriti. Občutek da je pa točno tisti Aškenazi. To je čist Aškenazi humor. Čist. In humor, ki je seveda mišljen kot resna groza te matere, ki ti je pa res lagala. Res te je groza. Ampak zato je pa stvar komična. Tako da jaz bi kar ustrajal pri tem. Aškenazi humor je centralno-evropski. V ZDA ne bi bilo nobenega humorja, če ne bi bilo Aškenazi živel. You're preaching to the choir. Ja, no, to je pa sem še eno vprašanje, čisto za konec, no, mogoče, da spet malo vrnem nazaj. Kako je s humorjem v času politične hiperkorektnosti? A se to izključuje med sabo, ali se ne? Recimo Ivan bo sam začel. Ne, jaz mislim, da se ne izključuje, v resnici me precej jezi, ko pridejo ti argumenti, se ne smem voditi, če sem šaliti. Ker prvo se zdi, da to so ponavadi ti ljudje, ki pravijo, da se ne sme ničesar šaliti, imajo precej seksistične, rasistične in druge izključevalne šale. Ja, to je osnovna, mislim, ker me v resnici tudi malo jezi, ker že ne vem, vse tudi, ko govorimo o teh komičnih žanrih, je pogosto poudarjeno ravno to, da je nekaj smešno ali pa bo na koncu dobra satira, če izhaja od spodaj na vzgor, da se ti ne šališ iz tistega, ki je že na družbenem robu, na kakršnemkoli socialnega, ekonomskega vidika. In jaz mislim, da pač, če neka mačistična šala ni smešna, to ne pomeni, da ni več humorja, samo da je, problem je v tvojem humorju, zato se mi pa noben ne smeji. In če se noben ne smeji, nekemu vicu je slab vic. Ne pomeni, da, in lahko še vedno obstaja izjemno veliko dobrih vicov, ki se ljudje smejijo in jih, ne vem, nobena politična korektnost ne bo uničila. In se razume seveda, to gre tudi potem in v neke skrajnosti in drugačne skrajnosti, ampak jaz mislim, da ta kritika, da bo politična korektnost kogarkoli oškodovala, bo škodovala samo, ne vem, v povprečju neke dobro situirane moške, srednjih let in starejše. Mislim, če jih bo res škodovala, pol je to resen problem. Mislim, a veš, kaj hočem reči? Če resno misliš, da se bo samo moške, ne vem, teh ljudi res ni malo. Če jih bomo res škodovali, bomo dobili volilce tam. Tako da jaz bi to vprašanje resno vzel. Če resno misliš, da nova logika humorja lahko škoduje tako veliko skupino ljudi, pa si že razložila, zakaj sploh kdorkoli bi volil, kdajkoli trapa. Res, to je po mojem resno. Se zaradi tega, ker v tej veliki skupini ljudi se ne šalijo vsi iz marginaliziranih. Očitno se čutijo marginalizirani, čeprav socialno objektivno vzeto sploh niso. To je po mojem problem. Jaz mislim, da si sicer izjemno lepo formulirala osnovno poanto. Sicer, da pač, če tvoja šala ni smešna, nimaš pravice trditi, da zakaj se nihče več ničemor ne smeji. Pač, tvoja šala v danem kontekstu ni bila smešna. Morda pa ta ista šala v nekem drugem kontekstu, v neki drugi publiki zelo smešna. Nič hudega, pač nisi dobro prebral svoje publike. Res bi rekel, da so včasih stvari lahko zelo kontekstualno odvisne. Recimo znotraj črnske skupine, znotraj Amerike, sem prepričan, da so zelo rasistične šale ne samo mogoče, ampak da lahko delujejo tudi zelo komično, da se jim lahko vsi zelo smejijo. Seveda pa, če imaš večino prisotnih delcev, ki so
po možnosti celo dobro situirani, pa je ne dva črnca, potem pa take šale res ne bojo dobre, no? Ne bojo dobro izpadle, vsem bo nerodno, če boš kakšno tako šalo rekel, pač žal si slabo izbral, no? Mislim, v tem smislu bi rekel, da je šala vedno kontekstualno izjemno občutljiva stvar. No? Da lahko iste besede včasih pomenijo res žalitev, kdaj drugič so pa iste besede lahko neutralne. Tako da tisto, kar jaz mogoče zameram politični korektnosti, kadar je narobe razumljena, je, da v resnici predpisuje, katere besede so dobre, pa katere besede niso dobre. To mislim, da je napačen pristop, ker v enem kontekstu je lahko ista beseda dobra, v drugem kontekstu pa ta ista beseda lahko slaba. In se mi zdi, da moramo pač enostavno si priznati, da ne obstaja enostaven način, da rečeš, ta šala je bila pa primerna, pa ne obstaja univerzalni seznam primernih pa neprimernih šal, ker so vedno odvisne od konteksta. Tako jaz mislim. Spomnim me na koncept, ki je v starših krogih, mislim, ena fraza, ne, o etičnosti komike, ne, ta punching up pa punching down. Ne. In v tem smislu je tudi ta razlaga tega tvojega črnosega kroga. Ne. Pač, če oni punchajo up, to je v redu, če pa punchaš down, pa pač ni v redu. Se pravi, imaš v bistvu socialne kontekste že upetene. In politiki so vedno up. Ne. Politiki so vedno dobra tarča, ja. Težko zgrešiš, čeprav, ne, spet, če pa recimo, nisi težko predstavljati, ne, da imaš pa politika, ki pa je, ne vem, iz določene skupine ljudi, ki jo zdaj ti, češ, to je pa Štajerc, ne, recimo, vzemo Štajerc, čeprav, ne vem, če so Štajerci skupine, ki bi se smiselno smejali, ampak recimo, ne. Recimo, da je nek politik Štajerc, ne, in če ga zdaj ti se mu posmehuješ kot Štajercu, kljub temu, da je politik, si zgrešil. Jaz sem bil na gimnaziji, ki je Janša bil pri nas srednješolski učitelj. Janez Janša je obrambo učil na Šubičevi gimnaziji, ki sem bil študent. Meni ni imel, ampak vem, da so se vsi iz njega norca delali, ker je z grosuperskim glasom govoril. To je sem točno ta primer. Pa je grosuple, koliko je to? 30 km od Ljubljane. Ampak je probje. Moji starši, moja mama živi na Igu, ne? Jaz se nisem imel nakoli sicer z Ježanca, ampak naprimer, če jaz bi začel po Ježancu govoriti, bi bilo takoj to smešen. To, kar ste vi prej rekli. Na glas, čim je odstopil dobe. Zdaj vprašanje je samo iz mojega stališča, kar ste rekli punch up, punch down, ne? A ni zmeri nekdo še dole? To je problem. Včasih je lahko minimalno teh, ampak je smeh izmeri ene vrste, to ste največ vi študirali, ker ste z Bahtinom se ukvarjali, a je varovalka ali ni varovalka, a je varovalka slabš ali je dober, ali je varovalka pred Stalinu, da je Bulgakova toleriral, ne? Pa Ludvik XIV. Moliera, da ga je ščitil, ali je to potem ene vrste pristank na državo. Meni se zdi, da je težko, seveda se da delati razlike med enim in pa drugim, ampak v končni fazi, če boš pogledal to, kar ste že prej razlagali, če se bo iz določenega kota, zornega kota, Bergson pravi, če sem na začetku, iz določenega zornega kota bo vsaka stvar smešna. Prej ste imeli kobilico ali nekaj razgleda. Ne kdo opazil še tiste. Meni se ni smejo, ampak vi ste videli, vam ni bilo smešen. Z vidika kobilice, ne. No, ampak v tem smislu v bistvu politična korektnost, kot jo mi razumemo, ki je normativna, ne, ki na nek način preprečuje vnaprej kakršnokoli zatiranje, je smrt za komedijo. Smrt za komedijo? Zato ne moreš pisati komedije, ko vzameš politično korektnost. Ne, če jo razumeš kot seznam dobrih pa slabih besed. Tako da na nek način, ne, je skoraj to je, tvoja Jure teza, ne, je diktatura skoraj boljša okolje za komedijo, kot tudi demokracija. Ne, da, rečemo, kjer smo vsi enaki, ne. Ampak to bi bilo prid politične korektnosti, ne. To bi govorilo ravno prid politične korektnosti. Če je to komedijo. Potem je to ravno
najboljši primer. Ne, zato ker v bistvu problem je pa v tem, ne, kar si prej rekel, ne, da v bistvu sodobna politika ravno s tem, ko izprazni kakršnokoli možnost satire, ne, s tem ponavljanjem nekih komičnih gibov, ki pa so na končni fazi vendarle neka situacijska izpraznjena komika, stvar zbanalizira, ne. Postane samo še ventil. Domača naloga za komedijo pisati je ponoviti, ne, citat iz nekaj pa ga postaviti v kontekst, ker postane smešen. Čisto vsaka stvar je možno. To, kar ste načrti politični govori izven konteksta, smešen. Kjer je vzjava? Grozno bi bilo zanimivo, da bi nekdo pisal, ampak jaz, na primer, se skoraj ne upam tega delati, o humorju na nacističen račun. Adorno je 46. leta rekel, da se po holokaustu se ne moramo več s poezijo ukvarjati. Ampak jaz se spomnim, kad najstnik v Sloveniji šal iz koncentracijskih taborišč si ne bi upal povedati, tudi enega ne več. Zato je pomemben Ernst Lubitsch. Ernst Lubitsch se leta 42... Redno so vedeli za koncentracijske taborišče. Vedeli so za koncentracijske taborišče. Niso vedeli, kako je slabo. Res pa je, da niso pač seveda vedeli za popoln obseg. Ampak Ernst Lubitsch ima v tistem filmu biti ali ne biti nekaj šal na račun koncentracijske. Se ima Brecht, ima tudi Hitlerja v eni igri mu nastopa kot junak. Medtem, ko so Šoju prepovedali igro, ki se je norčeval iz nacistov pred drugo svetovno vojno, pa veliki diktator je bil skoraj prepovedan v Ameriki. Ne? Ni bilo veliko ljudi, ki bi se strinjali. Zdaj pa trajalo do, se ne bom spomnil, kako je pa še sploh ne bom vedel, kako je slovenski naslov, kako se dobra komedija, novozelandski režiser, ki je delal film. Fantek ima Hitlerja najboljšega varianta. Jojo Rabbit, ja. Tiste, pa Benini, ki je delal pred leti, je trajal zelo dolg časa, producent, na primer, da so se s tem, da so lahko se ukvarjali, ker je bil skoraj tabu. A se lahko, a se ne pa kdo se lahko iz tega norčuje? Ampak mislim, da tudi tako kot pri Lubitšu, ker mene je najbolj presenetilo tudi, da so bili tudi nacisti smešni. Tako, dobre joke se sem, mislim, če že jih moram prikazati kot slabe in kot resne, medtem kot tle so to oni imeli par. Oni so imeli par fudih, ne? Mislim, v nekem ključnem trenutku je zmaga nacist, ne? Ta naš igralec, polski igralec Jozef Tura, vpraša nacista, zloglasnega ustanovitelja koncentracijskih taboriščev na Poljskem, ki vpraša, a poznate tistega velikega polskega igralca Jozefa Turo? In mu pač nacist odgovori, ja, mislim, da sem ga videl enkrat pred vojno, sem v Varšavi gledal, kar je on naredil Shakespeare, to mi zdaj delamo v Poljski. On ima super joke! Nacist ima super joke! To je skoraj nezamisljivo, mislim, dejansko so Lubitša kritizirali. Ni pa praktično nobenih nacističnih komedij. Da so se, Karla Valentina pa je Hitler imel rad pa toleriral, ne? Ampak da bi pa oni prav pisali, če se pogleda, jaz sem sicer je zoprn, kaj vse te stvari pa se bojiš, da ti bodo stvari prihajale po internetu, teh nočem videti. To je fanta, ampak občutka za smisel pa niso, humor pa niso imeli. A mogoče smem skleniti z eno šalo na račun kolegov Nemcev? Absolutno. Poznam jo v angleščini, no? Ampak jo bom poskusil v angleščini povedati. Gre za ta tip šale. How many Germans do you need to change the light bulb? Only one. We are very efficient and have no sense of humor. S to šalo predlagam, da zaključimo okroglo mizo. Hvala obema, mislim, da ste bili res super gosta in se vidimo jutri.